Spoštovane športnice in športniki, hvala, ker ste se udeležili 44. razglasitve športnika leta Športne zveze Ljutomer. V naši sredini posebej pozdravljam gospoda Branka Smodiša, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, županja občine Ljutomer, gospod Olgo Karba, gospoda Branka Žnidariča, podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez in ostale pomembne goste. Za lokalni šport je bilo leto 2013 ponovno uspešno. Saj so se posamezni športniki s kar nekaj mednarodnih tekmovanj vrnili z medaljami. Da ne govorimo o številnih naslovih državnih prvakov v različnih športnih panogah, bodisi ali so tekmovali za klub ali za šolo v sklopu šolskih športnih tekmovanj. V uradnih tekmovalnih sistemih uspešno nastopajo strelci v prvi, nogometaši v drugi in tretji državni ligi, kakor tudi odbojkarice, ki prav tako nastopajo v tretji državni ligi. Omeniti je potrebno tudi kasače, ki uspešno tekmujejo in organizirajo kasaške dirke v Ljutomeru. Več pa boste o rezultatih v posameznih športih izvedeli skozi današnjo prireditev. V lanskem letu smo praznovali kar nekaj okroglih obletnic, kot je 110-letnica ustanovitve morskega Sokola, ki je bilo prvo tako društvo v tem delu slovenskega ozemlja, katerega naslednik je TD Partizan Ljutomer. In hkrati to pomeni začetek organizirane športne dejavnosti pri nas. V marcu so bile izpeljane volitve v Organe Športne zveze Ljutomer. Predsedstvo Športne zveze pa je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer, katerega je občinski svet občine Ljutomer tudi potrdil. V okviru Športne zveze smo izvedli 98 prireditev oziroma tekmovanj, v katerih je sodelovalo preko 4000 udeležencev. Za prihodnost slovenskega športa je bilo leto 2013 pomembno, saj so bili obravnavani ključni dokumenti, in sicer pogoji, pravila, kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, nacionalni program športa, pravila krovne športne organizacije in 10-letna strategija razvoja športa v Republiki Sloveniji. Pri nastajanju navedenih dokumentov je aktivno sodeloval sekretar Športne zveze Ljutomer Branko Žnidarič. Članstvo v Športni zvezi Ljutomer se konstantno povečuje. Trenutno je v zvezo vključenih 54 društev iz območja občin Ljutomer in Vežej. Ker se zavedamo pomembnosti zadovoljstva članic s poslanstvom Športne zveze, redno vzdržujemo in dopolnjujemo sistem kakovosti vodenja zveze s standardi kakovosti za nevladne organizacije in z mednarodnim standardom ISO 9001. Prav je, da se danes zahvalimo tudi staršem oziroma bližnjim, ki športniku na vsej njegovi poti razvoja stojijo v strani, ga spodbujajo, podpirajo. Ne smemo pa pozabiti tudi, da za dobrim rezultatom posameznega tekmovalca oziroma ekipe vedno stojijo poleg trenerja še ostali strokovni delavci v društvu, ki z svojim prostovoljnim delom so ustvarjajo pogoje za dosego tega rezultata. Z ozirom na čedalje vidnejše uspehe naših športnic in športnikov se znotraj predsedstva intenzivno ukvarjamo z vprašanjem in načinom ohranitve zgodovine prveškega športa, športnikov in njihovih dosežkov pred pozabo. V imenu Športne zveze in v svojem imenu čestitam prejemnikom priznanj in jim želim, da bi tudi v tem letu nadaljevali uspešno športno pot. Spoštovane športnice in športniki, drage dame in gospodje. V naši občini smo srečni,
ker imamo zelo veliko odličnih, zagnanih in uspešnih društev, klubov in posameznikov na vseh področjih življenja. V tem mozaiku odličnosti uživa šport prav posebno mesto. Zato, ker je šport tudi sicer prav posebna kategorija v naši družbi. Zapolnjuje tretjino časopisa, tretjino TV vikend programa in občutno več kot tretjino naših src, ki najraje bijejo glasno v podporo našim športnim junakom. Srčno upam, da se zavedate, da ste tudi vi že športni junaki, ki nam res veliko pomenite. Nekateri dosegate že najvišje rezultate, za katere vam gre od srca čestitati. Druge vas to še čaka in vas gre močno spodbujati in podpirati na poti do tega cilja. Vendar ne glede na to, kako visoko vas bo športna pot upeljala in kako dolgo bo del vašega vsakdana, vam iskreno polagam na srce, da vsak dan in celo življenje upoštevate, spodbujate in zagovarjate vrednote športa, fair playa in zdrave tekmovalnosti. Lahko vam namreč povem, da če sem se kaj naučila v teh 3 letih županovanja, potem to, da je šport mnogo bolj fair kot življenje. Da vsi ljudje žal niso dobri in da se je težko boriti z eno roko zvezano za hrbtom. Vendar še teže je odnehati in prepustiti zmago tistim, ki ne igrajo fair. Prepričana sem, da bo naša občina in država mnogo boljše okolje, ko bodo v njej v večji meri veljale vrednote športa. Zato se vam, vašim staršem in trenerjem ter vsem tistim, ki ste res aktivni na športnem področju, zelo iskreno zahvaljujem, ker se posvečate športu. Želim vam obilo zabave, veselja in spoznanj na poti do uspeha in sreče na terenu in v življenju ob njem. Hvala lepa.
vseh športnikov in športnic, ki smo danes tukaj zbrani, prav lepo zahvalila Športni zvezi Ljutomer in občini Ljutomer za za to podelitev, ki je danes tukaj potekla. Kot športnica leta pa bi se zahvalila seveda mojemu trenerju Vikiju Živratu, ki me že vrsto let spodbuja, spremlja vse posod, ki ne izgubi nikoli živce nad mano, ter seveda tudi svoje družine, ki me spremlja non-stop. Hvala.